Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o spolni čakri in zakaj imamo ženske celulit. Dejstvo je, da moški ste sigurno že slišali kakšno, od moških ste slišali že kakšno opazko, zakaj nimajo in rečejo, zato ker je grdo, haha. In dejstvo je, da to je grdo od moških, da se delajo norca z nas žensk. Ampak zdaj vam bom razložila, zakaj dejansko imamo mi ženske bolj pogosto celulit, čeprav sem ga videla tudi že pri moških. Vse je povezano s spolno čakro in prav spolna čakra, ki slabše deluje na vse tekočine v našem telesu, in ko deluje slabo na tekočine, prva stvar so boleči sklepi, vsi sklepi, medsklepna tekočina in seveda tudi celulit. Tako da, zdaj pa kako to spodbuditi? Prva rešitev je, glejte, tukaj imam pripravljen. Kaj to mislite, da je? To je sok iz zelene. Nam reka, da je strašno dobra zadeva, ampak je res pametno, da ga začnete uživati. Lahko tudi sok iz peteršilja in to sem pobrala iz knjige Medicinski medij. In to se pije zjutraj na tešče, ko vstanete, si naredite sok, lahko ga pa pijete kadarkoli čez dan, ker dejstvo je, da deluje na razstrupljanje medcelične tekočine in se pravi deluje direktno proti celulitu. Sploh peteršilj je tista notranja metelca, ki počisti praktično ves celulit stran in vam res priporočam, delajte zelene smutije, pripravite si smuti recimo zvečer. Date v osnovo sirotko ali jogurt ali skuto, zdaj tisti, ki tega pač ne uživate, date mandlje ali mandljevo mleko. Potem pa dodate zraven šopek peteršilja, lahko dodate, glejte, če imate doma čvrt, dajte to zeleno porezati od čebule ali od česna, ker to deluje ravno tako na čiščenje medcelične tekočine. Zdaj vam bom pa razložila, zakaj. Poglejte, tukaj imam barvno shemo ali pa ta barvni krog. In spolna čakra je oranžno-rdeče barve. In vse, kar vi oblečete oranžnega, pojeste oranžnega, imate v domu oranžne zadeve, to stimulira delovanje spolne čakre. Zdaj pa spolna čakra, mi pomislim najprej, to je povezano s spolnostjo. Ni res. Spolna čakra je direktno povezana z energijo kreacije, to je ustvarjalna energija in dejstvo je, da kdor nima aktivirano ali pa nima delujočo spolno čakro, je mrtev. Nima premika, nima energije za naprej. In tudi, zdaj pa, če pogledamo, kaj blokira, predvsem kaj blokira delovanje spolne čakre. To so prepričanja. In prepričanja, spolnost je grda. To je umazano. Kar pomislite, koliko izmed vas žensk, predvsem žensk, je bilo vzgojenih, ali pa tudi moških, moja generacija, da vse, kar je od pasu navzdol, je kak. Se tega ne dotikamo. Pomislite, se pravi, so določeni deli vašega telesa, ki so grdi. Ampak to je vse vaše. To ni nekaj, kar je od nekoga drugega. No in zdaj, če pogledamo, da je to ustvarjalna energija, energija kreacije. S temi prepričanji, da je spolnost grda, da se je treba sramovati svoje ženstvenosti. Po drugi strani je spet druga čakra povezana točno s prepričanji, moram zadovoljevati potrebe drugih. In kako se pri nas ženskah to odraža? Ja, za vse poskrbimo, da so vsi zadovoljni, kje pa ti, zvečer padeš dol. Ne narediš niti, ne vem, ene vaje za sebe, ne greš na sprehod zaradi tega, ker ves čas skrbiš, da je vse tipi-topi, na koncu pa padeš dol. In enkrat se telo pač upre, enkrat reče dovolj in takrat, zdaj, če čakate toliko časa, da telo reče dovolj, je treba nekje začeti. Se pravi, začnete s sokom iz zelene in vse, kar je temno zelene barve, direktno čisti na fizični bazi spolno čakro, po drugi strani pa začnite uporabljati čim več rdečega. Dajte na sebe rdečo obleko, rdeče hlače, mogoče rdeče spodnje perilo. S tem vsem stimulirate delovanje spolne čakre. Če imate težave s spolno čakro, v tem primeru bi bilo pametno,
da mogoče naslikate kakšno sliko, ki je oranžne barve, da mogoče začnite uporabljati oranžno, rdečo in predvsem na vašem krožniku naj bo čim več te zelenjave, ki je take barve. Zdaj pa, če gremo naprej prav na ta prepričanja oziroma kaj lahko še naredite glede spolne čakre. Tukaj je knjiga, Ko imajo hormoni žur, rdeče poglavje. Rdeče poglavje sem ga dala seveda zato, ker je povezano direktno s prvo in drugo čakro in so hormonski izzivi skozi življenje. Dejstvo je, da ne moramo v telesu ločiti recimo jajčnikov od prst. To je vse med sabo povezano, ker če pogledamo maternica, ko se otrok rodi, ko potem to aktivira proizvodnjo mleka. Se pravi, to vse med sabo povezano. No in sploh boleče prsi, to je pomanjkanje E-vitamina. In najboljši vir je olje iz pšeničnih kalčkov, to zdaj berem iz knjige, Ko imajo hormoni žur na strani 350. Hkrati pa E-vitamin povečuje prekrvavitev vseh spolnih organov oziroma prekrvavitev celega telesa in hkrati deluje na lepo kožo. Potem boleče menstruacije, spet pomanjkanje E-vitamina, ne vse med sabo povezano. Potem težave z neplodnostjo oziroma pri moških lene semenčice, ravno tako pomanjkanje E-vitamina in C-vitamina. Zato je ključnega pomena, zdaj pa pojdimo spet na barvno shemo. E-vitamin je olje iz pšeničnih kalčkov, kakšne barve je? Rumeno-oranžno. Če gledamo vsa ostala olja, spet je ta barva, vidite, točna ta barva. To stimulira delovanje spolnih organov. Po drugi strani, kakšne barve je limona, spet imamo tukaj barvno shemo. No in zdaj, če se vrnem na to, s temi oranžnimi, rumenimi sadeži, rdečimi sadeži stimuliramo delovanje, medtem ko takrat, ko pa vidimo, da imamo že neke težave, sploh s celulitom in zastajanjem vode v telesu, rabimo temnozeleno sadje, zelenjavo, temnozeleno sadje, sem spadajo samo limete, ampak drugače pa zelena je pa tista, ki počisti po naših notranjih organih. No in zdaj, če gremo naprej na knjigo, Ko imajo hormoni žur na strani 350, spontani splavi, pomanjkanje B-vitamina. Spet, kje dobimo B-vitamin? Največ ga je sicer v mleku, mlečnih izdelkih, seveda ogromno B-vitamina lahko dobimo tudi v vseh žitaricah, v žitaricah se nahaja spet E-vitamin. No, tako da v glavnem, to so tiste najbolj ključne zadeve, zdaj pa majčkeno preskočimo še na meno. No, prav mena, oblivi v meni. Kaj mislite, da spet manjka? E-vitamina. Vidite, E-vitamin je ključen pri delovanju spolne čakre in spolnih organov. In zdaj pa nekaj misli, ki pomagajo pri tem, da uravnamo delovanje spolne čakre. Spet berem iz knjige, Ko imajo hormoni žur na strani 352. Prepuščam se božanskemu toku. Občudujem vse matere sveta. In to je mogoče misel za vse tiste, ki mogoče ne morete imeti otrok, ker to iz pogovorov z mojimi strankami vem, ženske, ki ne morejo zanositi, se jim v njih vzbudi kot neko ljubosumje, zakaj druge imajo lahko otroke, jaz pa ne. Zato vse tisto, kar ni v tvojem življenju, blagoslavljaj. In vse tisto, kar želiš, blagoslavljaj. Potem občudujem vse matere sveta. Potem usklajena sem z Božjo energijo. Ustvarjalna energija se me dotika in teče skozi moje telo. Varna sem tukaj in zdaj. No in prav spolna čakra je povezana tudi, ker to sta prve dve čakri, korenska in spolna čakra sta direktno povezani s preživetjem in kdor ima strah glede preživetja, se mu enostavno blokira skupaj in potem ima res velike težave. In takrat, ko se začnejo te težave, začnite zavestno prav ponavljati v možganih, zaupam božanskemu toku. S tem pa povečate pretok čez možgane in hipofizo in epifizo in se vam poveča ta notranji dotok energije in notranja moč. Tako da naredite to in boste videli, da se pomagati pri vsakodnevnih težavah, predvsem pa današnje sporočilo, začnite peti
sok iz zelene. To vam bo vsekakor pomagalo pri tem, da boste prečistili vaše telo. Tako da imejte radi svoje življenje, svoje telo in boste videli, vaše telo vam bo točno to vračalo nazaj.